Galerija Ekurna vsako leto priredi razstavo, ki je posvečena barvi. Letos je modra. Razlog za to je precej nenavaden. Leta 1977 je Janez Bernik naredil eno svojih najbolj kompliciranih slik z naslovom Epidemija. In naenkrat se mi je zdelo, da je naslov in čas, ki ga živimo, pandemija, povezan. In ta slika je bila pravzaprav jedro te razstave, nekakšen vir njen. Po drugi strani ima pa slovenščina eno čudovito jezikovno možnost. In sicer, da ločimo med plavo in med modro. Plave so stvari, so pigmenti, je nekaj, kar je pobarvano. Slika je modra in od tukaj naprej vodi potem pot v modrost slike. In modra je nosilka te modrosti. Pigmenti na drugi strani so seveda zelo pomembni. Prvi zaradi tega, ker so bili skozi vso zgodovino nekaj posebnega. Lapis lazuli, recimo najstarejši pigment, ki se je uporabljal praktično do umetnih barvil, je prihajal z one strani morja, ultramarin, ker je prihajal iz Afganistana, iz Egipta. Te barve so postale potem popularne v Evropi šele v 13. stoletju, ampak vzrok je bil nenavaden. Slikarji so jih veliko uporabljali, ampak bil je francoski kralj Ludvik IX. Sveti, ki je svoj veliki plašč, za ta plašč uporabljal ultramarin modro z lilijami. In moda je bila tista, ki je potem prenesla modro barvo v recimo marine plašče in na drugi strani, ker je bilo ravno tako pomembno, v atmosfero, v nebo. Šele v 18. stoletju so se razvili umetni ultramarini in šele v 19. stoletju so ultramarini in potem kobalti postali industrijsko izdelani. In od takrat naprej pravzaprav postane v naši civilizaciji modra barva ne samo popularna zaradi mode, ampak recimo jo uporabljajo v vojaških oblekah, uniformah, lakaji in tako naprej. Skratka, modra dobi en družben status, ki je bil prej rezerviran samo za najvišje kroge, ki so si lahko te bogate, te dragocene pigmente za svoje obleke privoščili, ali pa recimo za porcelan. No in ravno ta preobrazba pigmenta v umetna barvila, v ultramarine, prusko modra, v moderne kobalte, pa s tem, da je barva zdaj spravljena v tubo, je recimo odprl impresionistom možnost, da so uporabljali veliko več modre barve, kot so jo sicer uporabljali slikarji. In to ne samo zaradi atmosfere, ampak preprosto, ker je modra dajala nek povezovalni občutek celotni podobi. Po drugi strani, seveda slika je modra, sem rekel. In če je modra, je torej pametna. Pametna je zaradi tega, ker je arhetipska, ker ni od danes do jutri, ampak povezuje eno veliko tradicijo modre. Imate vodo, nebo in potem atmosfero. In ko ste enkrat v atmosferi, potrebujete misel, da to modro razvijete. In potem je tipično, da se en del uporabe modre barve odvija zmeraj bolj proti nebeški modri in na koncu postane barva sublimna, postane vzvišena, zelo blizu Bogu. Po drugi strani seveda moramo pa vedeti, da je psihološko modra pomenila modrost, pamet, razum, zvestobo, harmonijo, je povezovala, ni naključje recimo, da je zastava Evropske skupnosti modra. Edino na tej barvi so se vse ostale nacionalne barve lahko pravzaprav združile. In na koncu ne smem pozabiti, da pri vsem tem, ob vsej tej veliki arhetipski tradiciji, se pravi, ko razmišljamo o modri barvi, pravzaprav sem zmeraj že v območju mišljenja, zmeraj v območju neke, ali pa recimo zelo specifične estetike, nadzemeljskega, metafizičnega.
da je pri slikarjih, ki so recimo v 20. stoletju uporabljali modro barvo, zmeraj prišlo do ene čudne negotovosti. In sicer, kako to modro barvo, ki je arhetipska, univerzalna, ki nas recimo pomirja, ki nam daje globino, ki nam omogoča nostalgijo, ki nam govori o spominih, kako narediti to barvo, arhetipsko barvo, subjektivno, osebno. In tukaj so se slikarji zmeraj srečali s tem problemom, da je modra barva pogostokrat barva distance. Kot da se noče čist približati globini človeškega občutja in ga skozi prestavlja v neko abstraktno splošno. Se pravi, ta napetost med modro, ki je samo ihercelum, ki pripoveduje samo modro o subjektu, in modra, ki ima v trenutku arhetipske in metafizične vsebine. Ampak 20. stoletje in posebej naš čas, 21. stoletje, je vse to preprosto rešilo z modo. Ne? Čim bolj se mi bližamo, recimo v 19. stoletju so vse obleke temne, črne, temnorjave in tako naprej, ampak bolj, ko gremo v sodoben čas, v letu 2020 je bila modra sploh največja modna barva, vidimo, kako postane ta modra barva pravzaprav na nek način ne samo industrijska, ampak medijska barva. Se pravi, mediji izkoristijo vse možne reže, vse možne odtenke modre. In pogostokrat se zgodi, to sem videl pri razstavi Versaceja v Metropolitanu, da so modri odtenki v modi dosti bolj natančni, dosti bolj senzibilni, dosti bolj precizni, kot jih pogostokrat potem žal z razočaranjem vidim v slikarstvu. Modra ni bila nikoli povsem, bi rekel, enostavna barva, takrat, ko je bilo treba prizemljiti ali pripeljati k človeškemu izrazu. V slovenski umetnosti je pariški ultramarin prišel takrat, ko so slovenski slikarji študirali v Parizu. Jurij Šubic, Kobilca, Jožef Petkovšek, Ivan Vavpotič. Te so prinesli pariško modro v slovensko slikarstvo. In drug tak element je, da kadar vidite modro, recimo pri Venu Pilonu, imate avtomatičen občutek, da niste v slovenski pokrajini, razen recimo v Vipavski dolini, se pravi, da ste prestavljeni v neko mediteransko območje na eni strani ali pa v dejansko pariško svetlobo, ki ni nikoli rjava, ampak je svetlo-siva, srebrna, skratka, ki je na en poseben način pariško modra. Šele slikarji v 60-ih, 70-ih letih so začeli modro uporabljati zunaj naturalistične, se pravi atmosferske barve. Recimo Jakopič pa Grohar uporabljata barvo, ki jo imenujeta Bergblau, gorska modra. To je bil ene vrste azurit, ampak to že pomeni, barva je imela takoj že naturalistični, opisni značaj, čeprav je seveda funkcionirala kot simbolna barva. Ampak čim bolj gremo mi zdaj proti koncu modernizma, v 70. 80. leta, bolj vidimo, kako postaja ta barva avtonomna. In ne samo to, recimo pri Preglju jo ne uporablja samo kot optični vtis, ampak skoraj kot haptično snov, kot bi iz modre začel sestavljati telesa, draperijo, opremo. Skratka, šele v 70. letih dobimo slike, tako kot je Bernikova recimo, ki je modra samo zaradi tega, ker je modra. Ko pa pridemo v sodobni čas, se pa skoraj neham spraševati, kakšne barve uporabljajo sodobni slikarji, ki so na tej razstavi. Od Bernika, potem še Andraž Šalamun, Zmago Lenardič, Gustav Gnamuš, Sandi Červek in še nekateri. Skratka, naenkrat pravzaprav premišljujem samo še o tem, kako modra barva biva, kako obstaja. Kakšna je njena temeljna vsebina. Tako kot bi rekel, kaj je modro v modrem, kaj je njeno sebstvo ali, kot pravijo filozofi, njen kval. In
mogoče je moja izkušnja te razstave pravzaprav kar naenkrat obratna. Začel sem s posamičnimi slikami in s posamičnimi umetniki in gledal, kako oni uresničujejo to modro, ki zdaj ne pripoveduje več ne o naravi, mogoče tudi ne o čustvih, ampak o misli, o slikarskem mišljenju, o poglabljanju v to vprašanje, kaj je modro v modrem, kaj je bit modre barve, kaj je njena dokončna modrost. In vtis, ki ga potem dobim iz celotne razstave, je nenavaden. Najprej pozabim na avtorje, kdo so delali te modre slike. Potem hodim po galeriji in ugotovim, da pravzaprav zelo malo premišljujem o posameznih modrih. Ampak me zanima samo še ta temeljna, osnovna problematika. Kako modra živi, kako obstaja, kako je ona sama zase, polna, ampak pri tem ravno tako še arhetipska in na nek način stalna barva. Kot bi rekel, modra je ne samo zato, ker je primarna, ampak modra mi dokazuje, da barve nikoli ne zastarajo. In popolnoma vseeno, ali je bila modra slika narejena 77. leta ali včeraj popoldne, njena modrost je zbrana na tej razstavi. Yeah.